Legata se kar nekaj sam samo pogovarja. Kaj pa to? Sredina decembra, 4 zjutraj, meni pa avto kaže, da je zunaj 15 stopinj. 15 stopinj. Par dni nazaj sem mislil, da je lučnik stran padel, ker sem mu ga enkrat čist posilil razmer zunaj lulat. Mislim, veš kaj hočem reči? Reč pa ja, službena pot. Avto pa po eni strani je mogoče malo nerazumno, ne? Ampak ta avto ima en tak poseben mesto v mojem srcu, odkar sem ga prvič pelil. Mogoče ravno zato, ker je ne svoje vrste posebnež. Aha, ja, ene 17, mogoče so 18, pa je. A jaz se prav že povedal, ne? Tole, kar vidiš za mano, je nova generacija, druga generacija Dacia Dusterja. Če povem točno tako, kot je rekel možakar, ki nas je sprejel. Petrol engine, diesel engine. Let's do this. Thank you. Bye bye. Po slovensko nam govori. Si že pregno? Čak, kam moram misliti? Dajsno. Taj tudi ne ve. Čakaj, Pavkičič. Pa Merlaka. A ti povem nekaj brez jebancije. Ta avto takoj čutiš, da je čist drug, kot prejšnja generacija. Ja, verjamem, ja. Čist druga zgodba, stari. Ja, pa je pol tiši, Ja. pa po globini ne stavlji v len. Ja, si res stari, veš, to so nisem poradil. Ti kar prašim, še kaj povedal. Ok, zdaj se pa v Vinki na vrsti. Jaz se dobro zavedam, da Duster tudi približno nima športnih ambicij, ampak seveda si ne morem pomagati, bom malo hitrejši odpeljal. Pa ena stvar, ki sem jo že takoj videl, ko smo na avtocestu zapeljali, ne, ima to tendenco, da potegne čez nos, kar je pravzaprav zaščiten znak, da no nisem koncerna, ne. To zna to zelo dobro tudi Captur, Kadžar, kaj je še za en? Ja, Kaškaj. Ampak all zdaj smo z Anžetom peljala tudi po ene par odsekih, ki je bil asfalt res slabo vzdrževan, luknje, grbine, pa moram reči, da zelo dobro blaži. Strinjaš? Vse. Pa Tibor, levo 3. Resen hiter intermezzo, ko se takole najdeš v ubogem zapuščenem stanju. Bavarija 518. Veš, to so zakladi, čeprav niso več velikoredni. Še ena hitra, kratka fotopauza. Vamonos! Pa zdaj z Anžetom iščejo lokacijo, zato da bo on naredil shot za oddajo, za volan. Evo z Anžetom so našo lokacijo, meni se zdi svetovno tukajle. On si bo vzel par 10 minut, da razloži par stvari v avtomobilu, jaz bom naredil pa isto. Pa pokrajina tukaj dol z Kluke. Mislim, daj pogled to. Pa vidiš zadnji morje? Drugač pa že dolgo časa nisem bil v Grčiji, pa me je pol Anže spomnil, kdaj nazadnje. Pazi, to zelo posebna zgodba. BMW nas je povabil. Anže, koliko je to? Ene 7 let nazaj? Ene 7 let nazaj, ne? BMW pravi, pridete v Grčijo, bomo vozili po dirkališču. Mi vsi napaljeni, pa prijemo tja. Pa pravijo, no zdaj pa pred vami Eco Challenge in smo po dirkališču morali voziti čim bolj varčno. What the fuck? Je pa res, da je bilo tega konc, ne? So nam dali par emo, pa so rekli, no, ker self-out, pa smo šli v okoliške hribe, pa smo se tudi fajn imeli, ne? Smo si dala duška. Je nač par stvari v avtu. Ta prva, ki jo hočem poudariti je, a veš, da mi vsi skozi napačno izgovarjamo Dacia. Mislim, se mi zdi, da nas je večina takih, da rečemo Dacia, v resnici pa Dacia. Zakaj ignoriramo i? Mi, da se i dobro počuti, ki ga zmeri spustiš. V mojem se ne. Anže pa nekaj flanca na temo grškega jogurta. Ma prav zanima, pa povedal. Drugač pa, kar se oblikovnih novosti tiče, jasno je, ne, da so šli prdači po poti evolucije, s tem ni nič narobe, zato ker je bil Duster že pri prvi generaciji zelo prepoznaven avto. Je pa obenem tudi jasno, da zgleda bolj sodobno, tudi malo bolj ostro, pa ne samo zaradi telih dnevnih let noči. Skoraj sem padel. On voulait faire un véhicule plus massif, donner une impression davantage encore de robustesse. A veš, ima tudi par detajlov, ki ga tako pa drugače delajo, še malo bolj robustnega, malo bolj zanimivega. Takih detajlov pred Duster ni imel, zdaj jih pa majne, zaradi tega še bolj zanimiv, če mene vprašaš. A ja pa feltne so tudi nove. Drugače pa s katerekoli kota ga pogledaš dejansko, je zelo podoben predhodniku, ajde, oblika zadnjih luči, ta je malo drugačna. Kar se pa tehnoloških novosti tiče, ni jih veliko, so pa. Ta prva stvar, recimo, veš kaj držim v roki? Pameten ključ. Za Renault recimo ni novost že 20 let, ne? Za Dacia to pa. Pa tukaj se mi zdi, da so luštno naredili pri strešnih nosilcih tale plastičen del, ne? Ki je v bistvu po eni strani čist neuporaben, po drugi strani pa kar v redu zgleda.
Se ti zdi? Zdaj kabine se bom lotil malo pozneje, je še par drugih stvari, ki jih moram prej povedati. Banana. Lega, ta se kar nekaj sam samo pogovarja. Pa mogoče še par terenskih podatkov. Avto je od tal oddaljen 21 cm, izstopni kot zadnji je 33, spredi pa 30 stopinj. Pa še eno stvar sem pozabil povedati, veš, tale A stebriček je zdaj bolj položen, pa pomaknen 10 cm bolj naprej. To pomeni pa dve stvari. Prvič, občutek prostornosti v kabini je večji, drugič pa vse skupaj malo bolj zgleda, če je malo bolj položen. Malo so ga tiltnili. Kaj pa če bi še Anže kaj povedal? Znotraj so odpravili vsaj zame največjo hibo prejšnje generacije. In sicer zaslon je bil nameščen bistveno prenizko in je potem pogled voznika uhajal preveč dol. Novi je 7,4 cm bolj visoko in tudi večji je. No evo, ne rabim vedno jaz vse povedati. No, zdaj smo pa v kabini, to nam dol, da ko me malo mot, pa lahko povem še kaj novega tukaj noter. Ta prva stvar, to je Anže že na začetku omenil, ne, volan je potonom nastavljiv tudi po globini. Pa to nasplošno, ko se noter usedeš, je tako jasno, da je šla kakovost raven višji. Ajde, plastika, ta je na velikih koncih še vedno ful trda, to je res, ampak nasplošno, feeling v kabini je dosti boljši. Pa še ena stvar, ki se jo takoj opaz, kabina je veliko tišja. Pa ne samo to, da je kabina tišja, tudi manj treslajo vanjo pride, ne. To so pa med drugim dosegli tudi tako, da so naredili sprednji del avta bolj dolg, več kot še enkrat več je izolacijskih materialov, ki tako ali drugače preprečujejo hrupu, da bi prišel v kabino, pa ne samo to, tudi sprednja šipa je debelejša, ki je bila prej. Kar so dobjati spredi ali pa tukaj zadnji tiče, moram reči, da nič posebenega. V bistvu se mi zdi, da na nivoju, kakor je bilo pred Astorju že prej. Pa Anže je nekaj opazil, bom pokazal. Lega, nisem GTR. Kakšna barva, a? Kako sem že prejšnji teden v Barceloni rekel, ne? Za par minut plaže je vedno čas. Moram pa pohvaliti dačo, ne? Zato ker so traso tako pripravili, da je zadnjih 20 minut pa ure se vozimo pa po vsem drugem, samo po asfaltu, ne? Good stuff. Za konc pa evo, Duster je Dusty, mission accomplished. Glej, že zabušava. Pa se pa takole malo ustaviš, pa gledaš, kaj so Grki včasih gradili, pa zgradili, pa hitro ugotoviš eno stvar. Da so imeli že takrat izjemen občutek za dobro lokacijo.